Dragi moji, dober dan. V naslov videa sem napisala: tisti, ki nima denarja, je enako, pomeni, ni vreden pomoči. Zdaj pa pazite to kontradiktornost, ta paradoks. Meni se zdi, da se to reče paradoks. Jaz nisem v teh tujkah glih najboljša, niti ne vem, kaj paradoks pomeni, ampak ne vem, tak mi je zdaj prišlo, popravite me. Se pravi, v vseh programih, vse, kar sem do danes obiskala, ves čas so me učili, naj bo fokus mojega dela na tem, da pomagam ljudem, ne na denarju. Se pravi, ne se fokusiram na to, da za svojim programom Pot do sreče notranjega miru pomagam ljudem, da svojim terapijam pomagam ljudem, da svojim predavanjem pomagam ljudem, da svojimi knjigami pomagam ljudem, da svojimi dvodnevnimi vdihi pomagam ljudem. Ok, ne bo moj fokus mojega dela pomagaš ljudem. Ne bo moj fokus usmerjen na denar, ker češ tu sem pol vse zasrala. Ok? Se pravi, nisem šla po pravi poti, če se bom fokusirala na to, da bom s svojim programom, terapijam zaslužila denar. Ampak moram se fokusirati na to, da živijo Majda. Majda, napiš mi, če se sliši, me prosim, da nam tu v prazen govorila. Ali pa en srček, ali pa nekaj spustam, da vem. Se pravi, vsi mentori, vsi učitelji učijo, fokusirajte se na to, da pomagate ljudem, ne na to, da s tem služite denar. Ampak, kaj se je zgodilo? Poznate recimo, super, hvala Majda, poznate Natašo od prej, ni imela denarja, hodila je na Karitas, imela je depresijo, imela je šizofrenijo, hodila je po coten na Rdeč križ, po igračke in tak naprej in tak naprej. Poznate Natašo danes? Ampak nekaj vam povem, dragi moji, za nas je poskrbljeno. In trenutno berem knjigo Karla Gržana, Mir, in v meni se je naselila taka gotovost, en tak mir in take uvide sem dobila, kaj je resnična moja pot, tako kot njegova, se pravi, iti med trpeče ljudi, iti med bolane ljudi, iti med ljudi, ko nimate denarja, ker zato, ko nimate denarja, še ne pomeni, da niste vredni, da bi vam eden pomagal, dragi moji. Pustimo tiste, ko imate denar, tisti boste prišli meni, pa boste nekaj dali, pa boste plačali, to, ko boste čutili, ali to, ko bom rekla. Ne govorim, da danes o ljudeh, ko imajo denar, pa pridejo k meni, pa plačajo storitev. Govorim o ljudeh, ko ga nimate, ker tudi jaz sem se trenutno srečevala z enim izzivom. In ko mi je zelo prijazna gospa, ki sem jo poiskala, da bi mi pri tem izzivu pomagala. In sem rekla, trenutno nimam toliko denarja, da lahko plačam vašo storitev. In do te točke je bila pripravljena delati z menoj, je bila prijazna do mene, je bila vse. Vem, da je moj blagoslov, ker je bila poslana v moje življenje, da še ta delček v meni prebudi. In ko sem jaz rekla, trenutno nimam toliko denarja, da bi lahko plačala tvojo storitev, je rekla, v redu, lepo se mej, lepo kreiri. To je bilo to. Dragi moji, ne smemo to dopustiti, ne smemo. In zato, ker nekdo nima denarja, ne pomeni, da mu... Zdaj pa pazite, to kontradiktorno, se pravi, vsi nas učijo, gledajte na to, da pomagate ljudem, ne gledati na to, na denar. V mojem primeru, ko so terapije, programi, coachingi, svetovanja in tak naprej. Ok. In pa mi pride človek, ko nima denarja in jaz do danes sem ga oslovila, zato je, ker so me učili, da je denar kri, ko se pretaka po mojem telesu, da rabi biti in bla bla bla. Ampak to so odzadnji vse strahovi. Če jaz imam gotovo, zaupam, tako recimo v tej knjigi,
Martina Kojca, imate nijam ga zdaj tu. Martin Kojc, učbenik življenja. Pove vam zelo dobro Karl Gržan o tem. Nekaj malega Boris Svene piše o tem, veliki jaz o tem pišem. Se pravi, za nas je poskrbljeno in če je v meni noter mir, da mi on tam gor rečemo, pomaga, vidi moj life. In če jaz začutim, da je moja pot, da rabim jaz res trpečim ljudem, ki ste brez denarja pomagati. Jaz vem, da do mene cash bo prišel, jaz vem, da bomo tudi to knjigo napisali, tudi če jo, ne, napisana je, natisnali in vse, tudi če delamo ves ta proces brez denarja, jaz vem, da nam bo ratal, ker nam je še vse do zdaj ratal. Ampak jaz vam pa rabim pokazati, da ste vredni, dragi moji ljubčki, tudi če nimate keša. Ok, zdaj nekaj sem vas sprejela, nekaj je dobil vstopnico, brezplačno vstopnico, pač dobili ste možnost, da pridete na predavanje, tudi če nimate denarja 17. septembra. Za tiste, ko imate denar, tu je se pravi, zdaj bomo pa rabili en drugega, pa rabili bomo en drugmu pomagati, pa nehati ločvati, ti si slabši, pa ti si boljši, ti imaš denar, si super, ti pa nimaš denarja, si pa drek, tega je konc. Ni ločenosti. Eno je, vsi smo v eni steklenici olivnega olja, vsi smo 1 liter olivnega olja. Vsi, 8 milijard ljudi je 1 liter olivnega olja. In tam noter ni ločenosti, niti po kapljicah. Ne bomo rekli, tam noter je 8 milijard kapljic. Ne, dragi moji. To je eno. S tam noter je 1 liter olivnega olja. Ok. In prišel je čas, trenutek, ko se ne bomo več lečevali, ko tisko ima, bo meni dal, zato da bom lahko pomagala tismu, ko nima. Nataša nič ne rab. Ok, hrano, streho nad glavo, to imamo, to znamo. Ok, to imamo vsi, bolj ko ne. Zdaj pa gremo naprej. In bomo krožili v tej, ni to humanitarnost, to je, da boste spuščali strahove. Ok, imam hišo sicer, ne vem, na morju, sam jo ne imam bajto na morju, ko imam prazno, ne vem, ali pa imam polno 3 tedne v letu, ostalo imam prazno. Ampak si jo ne upam dati, zato ker me je strah, da bojo razmetali, pa da mi bojo kaj ukradli, pa bla, 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 bla. Čas je, da spustimo te strahove in si začnemo pomagati. Pomagati, kot pomaga prijatelju, pomagati, kot pomaga človek človeku, pomagati. Ok, nič druga, kak se temu reče, solidarnost, ali ne vem, no. In v meni noter je res glas, jaz bom enkrat na teden zdaj naredila nekje, v Sloveniji, ne vem še kje, zdaj čakajmo, ne vem, jaz ne morem delati noter, ne morem delati v zaprtih prostorih, rabim se sprehajati, rabim se gibati, rabim drevesa, ker me to podprejo, da lahko grem tam, odkoder sem in vam o tem iz tistega prostora pomagam. To bojo kratki nasveti, kratki uvidi, nared to pa to, vi boste prišli s težavo, Nataša, jaz imam raka. Rekel bo, to pa to, vi boste rabili to narediti. Ne rabimo to ure in ure litanij in zgubljanja besed. Vse besede so odveč, saj pri meni. Povedali mi boste stavek 2, jaz vam bom povedala uvid, ko sem ga dobila, resnico, ko je prišla do mene, vam bom povedala to pa to nared, pa boste rešeni. Če boste želeli se rešiti, če je vaša pot drugačna, da rabite v velikih narekovajih umreti, boste pač umrli, nič za to je čisto vseeno. Tako da, se pravi, moje današnje sporočilo je, vredni ste pomoči tudi, če nimate denarja. Zakaj? Ker ko se jaz spomnim sebe, ko nisem imela 1 centa, pa sem bila v največji pizdi, v depresiji, tik pred samomorom, mešaj se mi je, sem jaz tu dobila pomoč. Od terapeutov, ko so drugače mastno računali. Ne od vsakega, dobila sem pa pomoč. In zdaj se rabimo na to fokusirati. In jaz vem, da vas je ogromno, ko nimate denarja. In iz srca mi je žal, naredim dost brezplačnega. Ogromno naredim. Imate petkove, mene to stane, ni važno koliko. Ampak zdaj bom pa še več naredila. Zato,
ker ste vredni tega, ker je vreden vsak tega, da mu eden pomaga, ko zna pomagati. In jaz vam znam pomagati. Če vam ne bom znala, bom rekla, ne znam ti pomagati, pet k temu pa temu. Če vam bom pa znala, vam bom pa pomagala. Pa bomo šli, pa boste prinesli eno marmelado, pa boste prinesli, ne vem, 10 dek kafeta, pa boste prinesli čemaže v pesto, pa bo ena, ko dela kreme, prinesla kremo. Ko misli, da nima nič, ne bo prinesel nič, pomoč bo vse en dobo. Ok, ker če vam znam pomagati, vam rabim to dati. To je moja naloga, rabim vam to dati. Do zdaj so me učili, fokusiri se na to, da pomagaš ljudem, in to je bilo pri meni kontradiktorno. Ja, v redu, samo unmu, ko pa nima denarja, ga pa ne sprejme. Ni bilo logično, kako zdaj lahko tebi, ko nimaš, rečem ne. Da te odslovim, ne, rabim ti pomagati. Rabim ti pomagati, ker nisi nič slabši ali pa boljši od unga, ko lahko mojo storitev plača. In tisti, ko boste lahko plačali, boste plačali, tisti, ko pa ne boste mogli plačati, ste pa glih tak moji srčki, ok. Jaz bom pa že nekak, jaz pa zaupam, da mi bo iz lufta stvari padle, ok. Ker vem, da vedno, ko rabiš, pride. In to je moje današnjo sporočilo, dajmo stopiti skupaj. Včisi istem smo, v istem dreku, ali pa v isti ljubezni, ali pa v istih sanjah. Če vam še nekaj zaupam, ne, bom to v Ljubljani na predavanju povedala. Link za prijavo za predavanje imate tukaj gor nad tem videom. Tisti, ko nima denarja, naj mi napiše, tisto dvorano bomo že nekako pokrili, pa tisto, da mi jaz dobila za jest, pa za pit, pa za šolske potrebščine, za Nežo bomo zrihtali. Če pa ne bo, bomo pa povedali en drugemu, pa prosili, jaz nimam tega pa tega. Dosti je tega, da vam je neroden to povedati, da nimate denarja. Dosti je to, da se zato krivite, če nimate denarja. Dosti je tega, da mislite, da ste slabi zato, ko nimate denarja. Nič drugačni niste. Če kdo, vas ima Nataša vse enak rada. Ok, se vidimo v Ljubljani, če nimate, napište, če imate, boste plačali, pa boste prišli, da imam jaz pol za druge stvari, za tiste ljudi, pa za benzin, pa za vse to, ko nimajo res denarja. Ok. Upam, da sem vse povedala. Ste kaj napisali? Aha. Dosti se jih je upisali, sprejela sem ljudi v program brezplačno, terapije, posvete, sprejela sem ljudi v Ljubljano na predavanje. Vsakmu, ko sem pomagala, sem dobila nož v hrbet, z denarjem mislim. Se pravi, draga moja Majda, vprašanje zate, ni drugih ljudi. Vse, kar je izven nas, je samo naš odsev, naše notranjosti. Kje še vedno jaz zabijem sama sebi nož v hrbet? Kje še vedno sama sebi lažem? Kje še jaz vedno nisem na svoji poti, se pravi si lažem, pa vem, da bi mogla to narediti. Draga moja, ne morem ti druga reči, rada bi ti zdaj rekla, Boga si, ne vem, kaj si. Resnica je očem in ušesom skrita, in če jo želiš slišati, rabiš biti brez zamer, brez ljubosumja, brez žalosti, brez veselja, brez sreče, brez zavisti, rabiš biti mir, to, kar si. In takrat boš slišal resnico, tudi ko ti človek, ko ga imaš rad, recimo oče, reče, ko jaz vprašam, a mi lahko paste Nežo, bi šla za en teden na morje s prijateljico. Pa reče, ne moramo, zato ker mi je Neža prezahteven otrok. Pa grem jaz v rano, pa bi najraj popizla, pa bi ga najraj strgala, pa bi najraj vse. Pa čutim jezo, čutim bes, poklicala bi ga, drla bi se. Opa, od koga je jeza, od koga je bes? Nataša, ti imaš nekaj v sebi, to ni od očeta. Ok, Nataša, grema vase, pa grema z Natašo pogledat. Kaj čutiš, zakaj to čutiš? Aha,
pa slišim resnico. Nataša, rad te imam, vse bi naredil za tebe pa za Nežo, ampak me je strah biti en teden z njo, ker še do česa pride, ne vem, kaki naj pomagam. Ok, to je pa resnica. In ko gremo v jezo, v bes, v bub, nemoč, ljubosumje, tudi pretirano veselje in srečo, to rabimo. Mir. Umirite se, vi ste mir, pejte v sebe, dajte si ne vem glasbo, ko vas pomirja, da boste slišali resnico. Ne na prvo žogo odreagirati, tako sem jaz skoraj danes. Mir, pa gremo naprej. Aha, nisi me razumela. Ok, Majda, če te nisem razumela, pol prosim, vedno od vas zahtevam jasna, konkretna sporočila. Če niste jasni, če ovinkarte, jaz ne morem razbrati resnice, ko se skriva od zadaj. Jasnost. Ne? Romana piši v ZS, ni problem. Ok, bomo se zmenili, po mojem, ker vas je velik in zdaj, če bom z vsakim posebej delala en program, en terapije, se bo meni zmešal. Nekaj rabimo najti, da se enkrat na teden nekje dobimo, jaz snos nur tam, vi pridete, jaz pomagam. Tak se mi zdi še najbolj smiselno. Če vidim, da rabi nekdo malo globje, se poglobiti bolj, ker pište. Ne, ker drugim verjameš. Kerim drugim, če si sama? Ni drugih, draga moja Majda. Ni jih. Ko greš ti z zaupanjem, poslušaj Majda, ko greš ti 100% zaupanjem, ne ko pa lamudiš, jaz verjamem, jaz zaupam, not pa imaš buko v glavi, pa peko v glavi, pa mene je tega strah, pa mene je unga strah, pa jaz ne vem, kaj bo jutri. Zakaj lahko jaz danes ta video posnamem? Zato, ko imam 100% zaupanje, da je zame poskrbljeno. 100% in zato vam lahko vse dam. Ok, vse. Ker vem, da bom jaz dobila to, kar rabim. 100%. Kje, kak bo prišel, me ne zanima. To rihta tam gor. Mene to ne zanima. Pa tudi mi smo vsi tam gor, sploh niste tu na zemlji, ampak to bom govorila v Ljubljani. Aha, Majda, kaj je že napisala, zdaj mi je pa padli iz glave. Aha, ker verjameš, če grem jaz, to ni niti več zaupanje, to je gotovost, to je 100% prepričanje. Se pravi, če dam primer, v primeru, da živiš skromno življenje, ti ne opaziš te skromnosti. Se pravi, če jaz zaupam, niti ne opazim, da zaupam. Ne znam vam to drugače povedati. Dragi moji, ful je tež v besedi so to resnico, ker to rabite res čutiti. Pa bomo naredili tako, da boste vsi čutili v Ljubljani. V glavnem, če grem jaz 100% zaupanjem, se ne sprašujem, ali zaupam ali ne temu zaupam, ali ne zaupam, jo ta pa zdaj pijemo, ne zaupam, ta se pa drugira, kamo ne zaupam, ne zaupam. Če grem jaz 100% zaupanjem, z gotovostjo med ljudi, med bilo kogar, bom dobila zaupanje. 100%, ne more biti druga. Se pravi, ne morem vas jaz ujčkati, pa ne morem vam govoriti zdaj to, kar smo do zdaj poslušali, pa vam metati peska v oči. Veste, kak je to? Se pravi, spoznam enega moškega, sma partnerja, ta partnerja, ne vem, kak se to reče, no, partnerja pač, in pol on gre z drugo punco, ne vem, seksat, temu rečemo, me je prevaru in pol jaz takle z njim nakažem, proklet prasec, bla, bla, bla. Ne, jaz sem ti pa verjela, Boga, jaz vse sem ti verjela, da ne boš nikoli tega naredil, pa rada sem te imela, pa pejte naprej 100 stopnič, kje ste, zbudite se.
Jaz sem čutila tisti trenutek, ko sem se odločila, ali bom z njim, ali ne bom z njim, ali je to, ali ni to. Kdo tukaj laže? Kdo tukaj ni verjel sam sebi? Občutek, uvid, resnica, milijardo in milijone jih imate, ko vam pomagajo, ko nam pomagajo. Dobro, to sem se zdaj malo zlagala, jaz za ene par jih vem. In zdaj boš rekla, ti men, jaz nisem vedela, da je on tak. Si vedel, vse veš, dragi moji, vse vedni ste. Boris živijo, Robert živijo. Meni je vseeno, kdo se z mano strinja, kdo se ne strinja. Jaz sem tu zato, da vas zbudim. Da prižgem luč v tistih letih, ko je bila 30, 40, 50, 60, 70 let tema. Kaj rabimo? Cek, stotinko sekunde prižgemo luč. Ne rabite več knjig brati, programov, ne rabite niti mojih predavanj, niti mojih videov poslušati, nič ne rabite. Je pa nekaj, če pa začutite, jaz rabim mi to Nataši, pazite to, tu zdaj zaserjete vi, se pravi, Majda piše, ne moreš verjeti, ali kaj je napisala, ne vem točno več, se pravi, če pa vi začutite, da nekaj morate narediti, pa da morate iti henmo v program, pa da rabite iti jutri v Cele se pelati, pa da rabite meni napisati, to pa rabite narediti. Zakaj? Ker je to v vaši poti, ko ste si jo sami zapisali, napisan, da boste 8. marca, ne vem, 2027 poklicali Natašo ob 8. zjutraj. To pa rabite narediti. In kaj vam polagam na srce? Začnite poslušati to, kar slišite. To je nujno. In bolj se ne ustrašiti, jaz nimam denarja, jaz nimam tega, jaz nimam unga, jaz nimam... Če vam kdo reče ne, kaj vam vedno govorim? Ne, od nekoga drugega je vaš ja. Zakaj se to sekirate? To mi ni jasno. Če meni nekdo reče, recimo primer vam dam. Jaz sem zdaj želela od jutra naprej iti na morje za en teden s prijateljico. Da knjigo do konca še napišem, pa ne samo zaradi teh stvari. Želela sem malo zraven nje biti, ker je mama v narekovajih umrla, da smo malo skupaj. In jaz prosim eno prijateljico, če bi meni en teden Nežo čuvala. Ta oseba je v mojem programu, v 12. modulju, je zelo, zelo napredovala in uvid, ko je meni prišel pred njenim coachingom, je bil neki 0,1, ni važno, to bom drugič razlagala. In ona meni iskreno reče, Nataša, če jaz čuvam Nežo, dam njo pred sebe. Se pravi, izgubim en del sebe, sem ka bravo. In zato, ker lažete v situacijah, kjer se bojite povedati resnico, ker imate še od drugega človeka korist in je od zadaj strah, se pravi, če bi se ta moja prijateljica ustrašila, pa bi rekla, joj, Nataša pa meni svetuje, pa mi pomaga, pa jo lahko bilo kdaj pokličem, pa vedno ve, pa bla bla bla, pa ima uvide, pa vidi resnico, pa ne vem kaj. Jaz si bom vse Nežo čuvala, da Nataše ne zgubim. Cek bi zasrala. Bi jaz tamle v Kozini imela prometno nesrečo in ona bi energetsko sodelovala v tem, ker se je zlagala. Tak je pa resnico govorila, govorite resnico. Resnica ne boli, resnica osvobaja. In ko je resnico izrazila, Nataša, jaz ne bi Neže imela, ker je tu ta teden, jaz otrok nimam in bi z mojim dragim rada ta teden preživela, da smo skupaj in tak naprej, je Nataša rekla, hvala, ker govoriš resnico in si mi s tem rešila življenje. Ok. To je to. Če imaš še kdo kaj za vprašati, ne vpraša. Sem vesela, da smo se malo podružili. Boris živijo, Jolanda živijo, Sabina živijo. To je to. Se vidimo v čim večjem številu. Pridite, če bo treba, bomo dali dodatne stole, ali bo kdo stal, ali kakorkoli. Res bomo naredili spektakl. Težko je obesediti, kaj bomo naredili v Ljubljani. Naredili bomo nekaj, kar še ni bilo nikoli, ne da ne v Sloveniji, ampak v Evropi, zaenkrat.
Junija bomo pa naredili predavanje, ko ga še ni bilo na svetu. Kaj bom jaz naredila? Nataša bo zginila. To je tako težko povedati. Niti vam ne bom predala sporočil iz čiste esence, višjih svetov, tak ni. Mene takrat ni, no, in takrat boste čutili, sam pridite, ne bo vam žal, res vam ne bo žal. Se pravi, slišali boste resnico, slišali boste sebe, dobili boste nazaj sebe, uvide, videli boste, da ste vi tista luč na koncu tunela, ano? In pa boste ugotovili, da tunela celo ni. V glavnem, videli boste, da je žalost, trpljenje, iluzija, laž. Marsikaj bomo še povedali, no, kar še niste slišali. Tako da, pustimo se presenetiti. Link za prijavo na predavanje v Ljubljani imate od spodaj pod naslovom tega videa. Se vidimo, pa, rada vas imam, hvala vam, dio.